prinesel na sceno Ciganko, ki je tudi nastopala med nami. Še enega pingvina oziroma sestro v belo-črni opravi. Zdaj pa vsi en velik nasmeh. Velik aplauz, zdajmo! Aplauz, snimamo! S krvavimi rokami je prijel nagrado. No, naša ekipa se bo sedaj odpravila nazaj. Velik nasmešek za kamero. Akcija, prevzem Tomaško. Rudel nam moraš vzeti pa me odpela. Ne hodem. Rudel je takole. Snimamo prevoz Tomaška in kamera. Akcija. Gre na Red Bull pa na Šmaranco. Red Bulli da krila, Šmaranca pa na vse 4 pogone. Seveda Petela nam je crknil, ker je tok skakal po kur, da se čist zmatro in ga je infarkt. Kura je vsa zmavsana v moji podobi, kot kondencija okol skače. Nič ne naredi, razumeš, vse pšance je zapustil, ker je kura to grda. Vam povem, da rab 2 karte za živalski vrt, eno za not, eno pa za ven. Vam povem eno stvar. Nekalice in njihove otroke, lahko rečem neko zlivamo preč, nekaj damo te, da to pomeni, da tako ker zliga, tako da eno kanalizacijo direktno, ker je čist za nič. Seveda prvo voz, ki pa je pa že predstavljena trparijo, seveda lahko rečem eno stvar, ki se dogaja v Sloveniji, to so podržitve. To našo krasno mečkatorko smo seveda k sebi vzeli kot mega sosedo. Mi prodajamo vse in najdražje, kar je mogoče. Je ni variante, da jo dobite lahko kje dražje. Samo pri nas je najdražja, najboljša, najbolj kvalitetna. Včasih ste hodili v Lenti, zdaj hodite v Bosno, zdaj pa pridite v Voklo, imamo tam trgovino Mečke, Voklo tuš. Tam najmo seveda vse dražje za 1 cent. Kaj ti, vemo, da je 1 cent, vam nič ne pomeni, samo ker vam žepe vam trga. Kradejo. Veliko denarja, vam pa ta denar se nič ne pomeni. To se pravi ena stvar, če boste zanč to moja žena, če spravite noter, jo 3 leta nadobite ven. Jaz sem jo zanj soseda vprašal, ti, ki imaš piti, seveda božnar, direktno jemljamo iz vaših žepov in seveda dajemo v naše transakcijske račune. In pred nami seveda že zopet ena varianta, to je seveda Kot to tamo pjeva. Vsi ste gledate naš krasen film in ta avtobus smo zdaj popeljal iz Slovenije direktno v Evropsko unijo. Ejte, on ne da, on pa hoče. On ima našo zemljo, pogledajte, tok je star, da je že kar plešast. Vleče ga preč, on se noče, on se meče po tleh, gledajte, ne boste vozili čez Komensko kanal. Puši! In seveda se dere otrokom, kjer on že nosi denar, ga podkupuje. Ampak Slovenija je taka, da se noče podkupati. Ne, Komenda hoče imeti svežo, novo kanalizacijo. Vse ste nam jebali, vse ste nam nasrali. Davaj pare, davaj pore, ili si ne buši! In ko je dobil seveda denar, vas presrečen skače v lav in zdaj gre seveda lahko avtobus naprej. Lahko še ena stvar rečemo, evo viško vozi zavezanim očima. Tata, gle, pa jebem ti pomigla, telegraf tangu, postavijo sad pred tovornjak. Evo, to so naši krasni. Firma Krstič prihaja med vas in seveda samo sprema.
spet tista zgodba, ki ste jo seveda že gledali, ne se je marsikaj dogajalo. Same lepotičke, prasičke so z velikim joškem skakale po sobi oziroma kmetiji. Kaj se dogajalo, bomo pa seveda čez nekaj trenutkov. Evo, ekipa Hitre Afne vam ekskluzivno predstavlja prvič tukaj resničnostni šov Kmetija. Od spredaj predstavljamo žaganje, kako so včasih žagali, danes sam še z motorko. Naprej imamo dvoboj, ko se bojujete za glavo družine, ki bo tudi v resničnostnem šovu. Upam, da bo kmalu konc, ker tole izmeraj bilo hiter konc. Evo, poraženc more pomalo s kravo, tako kot vsak podaji. No, gremo hiter. Evo, vse se vidi. On bi raj pod... Ja, čakaj, tole pa ne vem, če bilo, za rep se pa namovze. Po moje ponovati za vimene, no. Ja, sej ta krava ima pa čudne vimene, no. Evo, no, saj teče. Odzad pa vidimo, evo, to so pa koline. To so pa koline. Šnapc pa koline, prešelče cel, pršuta nav, ljudje so pa mečkan pod gasom, ne. Odzad vidimo, da je še kar super pet za količek, tako da ne bo nič. Evo, naprej imamo pač, ne vem, dva avtomobila, ki mečkan ven sekata, ne, kondi. Tako da ne vem, ampak ko sem Zbita Kajži. Zbita Kajži pa predstavlja, vse veste, vsak poraženc ima ponovak mečkan velik zapovedati, tam ima bolj pa dom upravka. Urata vse zbu vidim, zdaj ne vem, tam že malo pred cesti ne manjka. Kako to pa gre? Ja, devo, še vrate tvrdi bo, zdaj pa čist konc njemo, čist konc, zdaj sem moj pa odpalal, fertik. Odzad pa vidimo dve simpatične, kako bi rekel, tekmovalke, ki so te slikale za koledar za Hitre Afne, ki bojo predstavljene na www.hitreafne.com, tako da oglejte se pa boste videli. To je resnična varianta pa seveda kam smetmi, kam smetišče, kar na tvoje dvorišče. Od zadnje so seveda surf verzija smeti in potem to drugače naredili, tako da ni ben problem. Dajte to stvar nekako štimati, pa bomo to imeli, tako da ni ben. Če imate tele kakšno jamo jo tle zasul, pa jo hočemo pelati na Jesenice, ne vzamejo, pa hočemo pelati na Tovor, Tržič, pa ne vzamejo, barabe so pokvarjenci, pa pride pa fata pa prav, pa daj meni za mojo deco, v Bosni nimajo goli bosi, nema hladilnik, nema štedilnik, nema nekaj. In fata je rešila slovenski problem, kot vedno. Kocka bar, vaša mladina ima probleme, ne more nikjer kaditi, ne more se nikjer joindat, v cune biti, vsaj prehlajena, redari jih pretepajo, pogledajte varnostnike, ubi je benti! In naša mladina smo razvili posebno klaso, pretepaške mladine, danes smo imeli 2 deci šnopca, namest mleka, danes smo imeli svinjsko meso, razumeš, ne, kašni vegetarijanci, in so pa šli pa so stovkali kompletno varnostno službo iz Novega Pazarja. Neki iz Srbije dol banda pokvarjali v Tuzlu, imamo, to so naše krasne delnice, mi imamo, to se pravi, Agrokšeft, mi imamo seveda delnice raznih stvari, od Ibija, Indekska, X-kre, Planike, gledajte, tu imam tudi kšeftarja, kad boj pride v Dalicu mesta delni denar vzame, še kakšna gospaka ima vse v štumfu, še ima seveda kakšen gospod, ki je drugod, nune nam nosijo od svojega kšefta denar, župniki, spustce, potem razni gospodarstvi, še banko in jemljajo delnice. Naš dragi Čeferinko, to je en najboljših advokatov v Sloveniji, Čeferinko reši vse pravne in pa legalne zadeve, tudi iz mariborskih arestov so pa šli nazaj bajbe in desci seveda, ki so tam zaprti in slovenskih podjetij. Hvala Agrokšeftu, hvala stari mami, ki se je pritrisla do Agrokšefta. 001, Patricija 001, to je najvišja kreditna varianta z gospodom Korlčkom na čelu, kapetan major Korl in krasna aplauz za Korla! Hip hip, hurra! Hip hip, hurra! Hip hip, hurra! To najživi slovenska Patricija, to je najmočnejši oklepno vozilo v celi Evropi. Ima neprobojno stikalo. Tole, kar vidite, je frača stil, ki ga imajo seveda, to je raztezni, razni rezervni strelci s fračam. Maloro. Pa imamo planince, SDS-ovce, to so seveda Janša, njegova kompanojka, seveda to sta oba planinca, ki so se srečala na skala gor. Pa seveda Korjač, pa Kuharca, predstavnik SNS-a in pa Lipe, pa seveda še izvidnica, to je pa SLS, podobnik, ki ga pa tle ne tle, on je pa izvidnica in zelo mentalno zajebava Hrvate na hrvaški meni. Sanka ljudi smo dobili še 2 kolesa, tako da je lahko 10, naš top strela točno direktno iz skritnih pogrov, ki zadržijo v svon in celo v zdrek, tako da ni me problem. Jaz ne vem, Joško Joras, tukaj
naša krasna Slovenija, Slovenija, ki je vezana na Hrvaško, preko morja, morje malo, pogledajte naši dragi Hrvatije, se matrajo, lovijo majhne ribice, Slovenci smo se v kite začeli loviti, moža do Kopra in Pirana in tukaj Joškota, Jorasa, se vidite, zakva Srbijanci na morju šaha igrati, to vsi veste, ne, zaradi tega, ker imajo kralja v Londonu, zaradi tega, ker imajo konje v Hagu, zaradi tega, ker imajo seveda šahovance na Hrvaškem. Vsi so taki zaradi tega, ker jejo seveda prava prašiče, seveda prašiče, ki so kuženi s prašiče kugo. Prašiče kuga še ni prišla v Slovenijo, ampak je pa že v Trbojah. V Trbojah ekskluzivno. Kuga seveda na Gorinsk prihaja, v Trbojah pa nam že tako se to dogaja. In ta prašičja kuga, pogledajte, to dočito štekan. Kada je bil drogiran prašič, no bolj to nekaj posebenega. To so prašič brez primere. To rase tudi takrat mu jesti nič ne daješ, razumeš? To je skozi vesel, sate te gleda, saj nor kesto materin, imaš otroci zdaj to je, zato pa so otroci čist fantastični, berijo dnevni, berijo delo na nekaj počin, hodijo okrog, se drpaj se, tursko hodje se ima in pa pokači z biči. Moški, naučite se, kako se poroti vaše žene. Kako je kakaj požeš, sam se da naučiti dobro. Cultura per me Paolo Carvalho, veliko instalacije za zvok, Radio Brana, Radio Belvi, medijska pokroja Italijana. Hvala lepa, ker ste bili z nami, srečno naslednje se vidimo v Votlem. Dobro, pa še veteran za ta ne znaš, kako se želimo da što. Dej, Kepic, a boš dal malo lopato, no? Ajde mali, gremo. Odlično, dobro pa to. Rekli smo štartu šuliko. Prosim da vam da to težete spomni. Malo. Ja sam rekao da
Zadeva je sledeča. Po odločitvi komiteja se izvedejo 3 serije, poskusna in 2 konkurenci. Poskusna serija je kot posod na svet poskusna serija. Poskusna serija. Prvo poštejo samo v posebnem primeru, ki bomo povedali na koncu. Skratka, 2 serije, prva serija in poskusna serija za prvi seriji. V primeru 2 enakih rezultatov, če rada, kako si uslovno, što je stakalna zvižina, izrazit pismoga, orka naravno, to se zadovoljamo. In še zadnji konkurenci postojočenci, a je Karlica. Če sem rekel Karlica Krm, Sudi, avtoprevoznik, Šripar, odmojka daji izdovedan prve, 106. Majnica, ne vemo kaj ima SK Majnica, ampak si zaračuj. 105. Odličen polet na 170 metrov. Že kusen, kosenko in češnjivko glavom. To je iz Bananske nižine. Studi komitet. Ta je brat bolj znanega starejšega brata, ki je še na vrsto. To pa ni to. Mlajši brat, velik klub, odlično, 190 metrov. To je bil čas, da vidite čas od nas kasil. Zdaj pa progi. Orkadija, odličen polet. Pravko številka 89. Neodnarega tekma, taj spasita pokoj. Odlično. Včasih je smo vlekli še manjši dan, pa bolj atletni. Zdaj pa samo še atletni. Orkadija, odličen polet, 310 metrov. Možem se malo maknite. Odličen skok, 145 metrov. Tu bo že zmagovalec tekmo na glavu, mislim, da je dvakrat, če se že spomne. Ampak vidite, se vse držijo. Prost skok, številka 1. Izredno skok. Odrinil je, ni še, zdaj ne bo. Vozinem je napust gora, ki je 5 nižjo. 5,5 metra. Prvi rezultat poskusne serije za njega je ne padil. Kepic mu je šel 10 metrov. Ampak še zviš, a v kamnih ne bo to dobro, da se druža. Odlično. Lepo je poletel in tudi lepo je zaružil. Aljaš, kaj boš čakal? Skakalnica je odprta. V mladih letih je dobilo zelo smučo, v novejših letih skače pod Dina. Na gori se že od nekdaj skače, vsaj 2000 leti. Otrokom so nekoč že v zibelko polagali smuči in znano je, da se je otrok, če so ga preveč silili s hrano, jezno odrinil od mize. To je nekako prišlo v kri in tista miza na tako imenovani Koželjevi velikanki je bila kraj, kjer so se stari in mladi radi zbirali in pokazali, kaj zmorejo. Ko je bila leta 1969 v Planici zgrajena nova velikanka in sta tisto leto Raška in Virkola vsak dan, vsak po 2-krat postavila nove svetovne rekorde, je v Sloveniji zavladala vse splošna narodna euforija. Tako je bila tudi v Komendi ustanovljena planiška šola in za skoki na gore se je začela nova doba.
Jeseni smo se s sekirami in krampi lotili Koželjevega hriba, izdelali nov pukelj za letišče in mizo, kajti prejšnja lokacija, nekoliko bolj desno, je imela nekaj pomanjkljivosti. Predvsem je na puklu raslo veliko sadnega drevja in vsak, ki se je srečno pripeljal v dno, se je počutil kot v življenju po življenju. Vsaj enkrat ali dvakrat na leto smo prirejali tekme v smučarskih skokih in ljudje so v nedeljo po 10. maši trumoma prihajali na goro, da bi videli od blizu to, kar so v planici gledali oddaleč. Seveda pa tudi ta skakalnica ni bila brez kritičnih točk. Najhujša je bila v Hrabnu, v vznožju hriba, in Francelj je enkrat po rekordno dolgem skoku tako opletal, da se je z vso močjo zaril v tisto postano blato in izgubil zavest. Po eni strani je bilo to dobro, saj ni čutil smradu, vendar pa vse skupaj ni bilo tako nedolžno. Še preden je prišel k sebi, mu je mama odnesla smuči, da jih skuri v krušni peči. Šele po posredovanju skakalnega komiteja se je omehčala. No, po nekaj letih se je skakalna vnema nekoliko vnesla, Racing Team je imel pač veliko drugih skrbi, predvsem pa so v spredje prihajali alpski smučarji. Kmalu po letu 90 pa nov zagon. Ustanovljen je bil Gorjanski skakalni komite, skakalnica je bila prekrščena v letalnico, skoki pa v polete, da bi ljudje bolj uživali, in je bilo dogovorjeno, da se vsak meter pomnoži z 10. Tako je letalnica na gori stopila ob bok Planici, Oberstdorfu in Harachovu, bila je pa večja kot tista v Zakopanih in v Innsbrucku. V spominu je tekma leta 92, velika prireditev z glasbo in špikerjem ter hrano in jedačo, tako da nisi vedel, kdo je koga prišel gledat. Po Kozovcu in Grmovju so bili obešeni reklamni plakati, iz kotla je silil duh po srninem golažu in ozonska plast se je pred očmi obiskovalcev luknjala od hlapov kuhanega vina. Vsega je sproti zmanjkovalo, kajti starejši tekmovalci si niso upali na štart, če ga niso imeli zadosti uriti. Še sreča, da takrat niso vedeli, kaj je to doping kontrola. Mladi tekmovalci so bili hendikepirani, saj se zaradi prisotnosti staršev niso smeli zadrževati pri kotlu s kuhanim vinom. Razen tisti, ki so ga srknili na skrivaj. Marsikak starejši tekmovalec se je na vrhu zaleta spraševal, če ne bilo bolje še naprej raje skrbeti za otroke. Eden od starcev je skakal celo v novem veslogu in pri tem z levo smučko drsal po Grmovju. Po letu 1993 se tekme odvijajo na novi skakalnici v dolini Tunškega potoka. In posebej v spominu je tekma 16. februarja 1997, ko nikjer v okolici ni bilo več snega. Le Gorjanskemu skakalnemu komiteju ga je uspelo priskrbeti. Cele noči so garali in s topom streljali. 15:01 se je na vrhu končno zbralo dovolj letalcev, njihovi sorodniki pa so jih spodaj čakali s transparenti in vrečami za kosti. Starejši so bili na vrsti kasneje, da so se ob gledanju mladih še česa naučili. Prireditev je dosegla vrelišče v odmoru, ko je zavrelo vino in so se športne strasti raznemale ob šanku. Neki ata je imel še v drugi seriji med skokom odprta usta, tako da se je žirija zbala, da bo koga šavsnil in se je skrila za rob tribune. Pa še marsikaj se je zgodilo, pa ni vse zapovedati. Veliko pa tudi ne vemo. No, pred leti so bile tu spodaj v Tunškem potoku najdene sledi neandertalca. In vmes je bilo tudi veliko kamenja, ki so ga domnevno nezadovoljne ženske metale vsakega, ki je slab. Skakalnica je vaša. Moj predlog je bil boljši. Moj predlog je bil boljši, kajti prva čista točka sredo bila vaša perda. Od začetka si zdravite, vsak ljudje na ministrovci. Tvoj ran, tvoj buffer je čist mečka.
Zdaj mislim, da še toliko več dobil, če boš lasto poskakal. Ja. Ne mislim, se pravi neče skoro. Mini se si to vse odne, pa... Prosim reči. Mitja Andrejka, 130 metrov. Poskusna serija. Tokrat pa izreden telemark, direkt v Kepica. Direkt v Kepica. Kepic je dvignil zastavico kartke, da mu mahal svoj, da je padec. Padcem pri dolžini. Gospod Kepic je lačen, ravno kar mu nosijo mrve. Dolžina 110 metrov. Osnovnošolci so končali s prvo serijo, gospod Kepic se bo očitno malo olegal. Za koga se pa tako strah tamle? Kaj pa če je 220? Odličen skok. 200 metrov. 200 metrov. Zato pa ti je šla rata, da je lahko sam pol delo. Odličen polet, bravo! Noge ima čist skupaj, tako da nam smeš ura nič. Odličen skok na 185 metrov. Pogumen panč, golorok, doma so počerječki, nimajo... 165, istega gospodiča, ki je bil prej pse in plešast, ja, taj še črn. Odličen skok, 200 metrov, gora, 175 metrov, mislim, da v poskusni seriji. Tokrat 575, mislim, da je to genski naslednik Zmazka. Odličen skok! Odličen skok! Kaj Šmiti Štajno? Odličen skok! 190 metrov! ...185 metrov! Odličen skok! Velik borec! 110 minut helikopterski prevoz. Skok! 200 metrov! 200 metrov, daljše. 11, 10. Šefil pa čisti sluk, kickbill. Mislim, da ga treba, da me vse pa jaz ne bo redo. Ne živimo v stvari, gospod Kibič, živimo v stvari. Ima možnosti za deseterico, tudi tokrat hrabro na hrbet. Hrabro na... 110 metrov, 110 metrov. Polet, to je pa že stvar polet. 125 metrov. Vrganje in da pokale. Na ksitka, ne, se je zdržal je brož. Takrat 160, ali bo tudi on obdržal svoje prvenstvo in mislim, da je zmagovali. In mislim, da bo prijel pokal za ovaj, kako da kažem. Srečko, akcija. Srečko. 140 metrov in ravno, kar sem izvedel, prihaja doping kontrola, 100% kooperacijo. Gospa Jolanda, prosim, da stopite do Rudija, tekačice Jolanda bo zdaj upravila doping kontrola, ker sedaj pa potreba po doping kontrola, ker zdaj pa se ne bomo več hecali, videli smo kaj ljudi za šankom, kaj se bo zgodilo. Gospod Rudi, prosim, da upravite A-test, date A-test, to bo vaša slina. Smite mačkam popiti, vašo slino bomo analizirali zdaj, čez eno uro pa za šankom še 5 test. Ko ste proti A-test, vzem A-test, hvala lepa, a je pogledal, en pošerke mogo narediti? Ja, v redu. Hvala lepa gospodu Kepicu in gospodični Joli, gospodična Jola, prosim, če so. Skratka, gospod Strikovec, šli pa smo gora. Izreden stil. A še drugo je bolj važno, ne kot skoki. Seveda,
Zato pa je tako, da sam doping je še tih tekmovalcev, a ne? Treba jih je pa trdo imeti. Trdo drži v rokah srebrno medaljo. Ali bo skočil za zlato, to daleč! 190 metrov! Jemljamo vzorce A. In prvovrščeni Marjan Ovan, Krnica, 205 metrov. Odličen skok! Nakrat po 170 metrih v prvičnih skokih. Miha Vode, komenda, 175 s pacami in tako naprej. Pa tudi on očitno izžreban med tem. Smerka gre bolj dol, gor noben več skakal, a ne? Zopet je ta zdaj, zdaj ste plac in öšte sami, ja? Gute, ja. Manjki, vsi na 8 metrov. Tako le. Prvo se zagajali klub. Dajmo doma. Po prvih dveh serijah in misli, da je izgubil biti stap, to najdaljša najava, ali vsaj zanačena najdaljša, ali je možno ta, odličen skok, 210 metrov. Obžaljujem na avto, in še vodili po prvi seriji, Jure Pogačar, Pogi, Kora, svetovni horadi mi razgovovalca. 210 metrov predhodne serije. Sedaj bo pokazal svojo mojstrstvo. Skok na koliko? 210 metrov. Prosim. Odlično! Doping je pomagal 105 oziroma pokal. Bogo se je odrinil. Njegova čelada je fantastično blond. Odličen polet. Ali pa tudi ne. Samo stojite, dodane še pacijent v Čatežu, Savi, v Toplicah. Tanja mu je že dolgo ratala preoska doma. Odličen polet! Dolžina 210 metrov. Spad smo v prvi seriji. Pazi glavo. 105 minut in tudi stokrat globok nizkogaš, hrbtni slop. 185 metrov, ne da se. Če sem skakal po 185, spad sem pa še več. Zmagovalec, absolutni zmagovalec, gore 2008 je Jure Pogačar Pogi. Jure Pogačar Pogi, pokal, oziroma ne, z njim se bo zalizala naša stalna podeljevalka zalizovalnih variant, Gaspadična Tardeča, kako že. Ja, pri Bliku sem pozdraven, tak se zmer šlepa naš predsednik. Prehodni pokal, veliki prehodni pokal gore,
veliki skakalci so ga tega, se smo ga povedali, 2-dnevni